Energetski prehod Slovenije v nizkoogljično družbo je izjemen izziv za energetiko, gospodarstvo ter vse njene državljane. Smer in hitrost uvajanja elektroenergetske transformacije mora biti premišljena, upoštevati mora specifike naše države ter narodno-gospodarske učinke, konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva in zmožnost slovenskih gospodinjstev. Enostavnega kopiranja rešitev drugih držav si ne smemo in ne moremo privoščiti. Vlada in Evropska komisija naj podpreta Slovenijo kot testno okolje za nove tehnologije, izdelke in storitve. To je ključno sporočilo več kot 120 udeležencev konference o energetskem prehodu, ki so jo skupaj organizirali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Udeležence sta uvodoma nagovorila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in infrastrukturni minister dr. Peter Gašperšič. Današnja konferenca o energetskem prehodu v nizkoogljično družbo je zelo pomembna, kajti tukaj je tudi podpredsednik Evropske komisije, gospod Maroš Šefčovič, ki je pristojen za energetsko unijo. Slovenija tukaj pravzaprav na tej poti energetskega prehoda v nizkoogljično družbo vidi tudi vrsto priložnosti za slovensko gospodarstvo. Mi moramo to pravzaprav izkoristiti za to, da povečamo svojo energetsko učinkovitost. Veliko smo tukaj že naredili, na ta način zmanjšamo rabo energije, kar avtomatično prinaša to gospodarsko prednost. Seveda so tukaj pa tudi izzivi na področju rabe obnovljivih virov energije, na zmanjšanju fosilne rabe, na ozelenitev prometa, transporta, uvajanje električnih vozil, uvajanje alternativnih virov pogona. Skratka, tukaj so vse izzivi, kjer ima Slovenija že številne pomembne gospodarske subjekte, ki so aktivni in se tukaj lahko, bom rekel, z prebojem teh tehnologij seveda še uveljavijo tudi širše v svetu in tukaj vidimo te priložnosti. Osrednji govorec na konferenci je bil Maroš Šefčovič, podpredsednik Evropske komisije za energetsko unijo. I think that the Energy Union is there to create all the conditions that Europe would remain the leaders in fighting the climate change and also in transiting to the low carbon economy. I think that all other major economies will have to follow our examples because simply we have to help the planet and our people want to have clean air and drink clean water. So what we do actually is very transformative, is very innovative, and I think that we will start the new decade with the new rules which would really make the European economy absolute frontrunner in using modern technologies to fight climate change. Posebni gost dogodka je bil dr. Yoshiaki Ichikawa, vrhunski strokovnjak za napredne tehnologije in standardizacijo ter glavni direktor za raziskave in razvoj pri družbi Hitachi. Slovenia has the very large potential to move forward Society 5.0 within the country. It has already a technology like IoT, AI, and blockchain, a colleague pointed out already. So everything technological is there, and also the needs for societal issues are there at the same time. And it is appropriate size of the country in which you do not need to negotiate with so many people to make something happen. 2 million of the population is quite attractive in that manner. It's like the size of triple bigger than Hitachi Limited, but it can be operated as a private company. And so if you succeed in this, making the hockey stick curve of the growth of your initiative to solve societal issues, then it can be a nice showroom for all other countries in Europe. And this is a nice way of approaching the external success, the exporting success of your country as well. So I believe business has to be associated with solving social issues right now. And this is maybe the beginning of your country's success. V drugem delu konference so potekali vsebinski paneli na temo nizkoogljične proizvodnje in sistemsko učinkovite rabe energije, pametnih omrežij, mest in lokalnih skupnosti ter novih platform in poslovnih modelov.
Kako vi vidite vlogo sistemskega operaterja prenosnega omrežja v energetskem prehodu? Kako vidimo to vlogo, se vidi tudi z naših investicijskih vlaganj. ELS je dejansko že pred 4 leti začel obsežen investicijski ciklus priprave delovanja prenosnega omrežja na bodoče izzive, katere bojo povzročali razpršene vire. Tu so projekti Synchrogrid, evropski projekt, sofinanciran strani Evropske komisije. En takih projektov je tudi Future Flow, kateri se nanaša, ki je 100% financiran strani Evropske komisije in se nanaša na virtualne izmenjave sistemskih storitev. Zelo poznam projekt NEDO, se pravi pilotni projekt med Slovenijo in Japonsko, katerega koordinira za slovensko stran ELS. Ali so slovenski inženiringi pripravljeni na izzive energetskega prehoda? Ja, naše podjetje Riko je dejavno na področju energetike več kot 15 let. Eno od srednjih področij, s katerim se ukvarjamo, je hidroenergetika. Tu gradimo objekte v tujini in v Sloveniji. Mnenja smo, da je vsekakor prehod k obnovljivim virom energije, tudi drugim, v mislih imam sončno in vetrno energijo, potreben, ampak seveda postopen. V Sloveniji je veliko znanja povezanega z razvojem hranilnikov energije, zanesljivih pametnih omrežij, kot tudi prenosne infrastrukture, ki so vsekakor pomembni in potrebni za razvoj teh področij. In naše podjetje želi sodelovati pri tem razvoju. Vsekakor želimo biti pa tudi most oziroma vzvod, ki bo v nadaljevanju te projekte, nove pilotne projekte, ki jih bomo v Sloveniji na tem področju razvijali, plasiral na mednarodni trg. Kako vidite vlogo Inštituta Jožef Štefan v energetskem prehodu oziroma ali imamo dovolj raziskovalcev za takšen projekt? Vloga raziskovalnih inštitucij pri energetskem prehodu je zagotovo odločilna. To ne ugotavljamo samo same raziskovalne organizacije, ampak je recimo eden od argumentov tudi argument Evropske komisije, ki ugotavlja, da je uspelo razdružiti gospodarsko rast od znižanja emisij prav na podlagi inovacij. Inovacije pa seveda nastajajo v nekem ekosistemu, ki je ekosistem pravzaprav od osnovnih raziskav pa potem vse do uporabe znanja v gospodarstvu. Inštitut Jožef Štefan je največji slovenski inštitut, tudi v mednarodnem merilu prepoznan. Delujemo na področju naravoslovja, tehnike in zagotovo imamo ogromno znanja, s katerim lahko prispevamo k transformaciji energetskega sistema Slovenije in na tem tudi že delujemo, kot recimo na področju vodikovih tehnologij. Zagotovo smo zelo prisotni pri raznih projektih, tudi demonstracijskih, tudi v realnem okolju z področja uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Če me vprašate, če imamo za to dovolj ljudi, mislim, da ta prehod bo tako zahteva toliko znanja, da ljudi nikoli ni dovolj. Kvečemu bi lahko rekla, da nas lahko skrbi manjše zanimanje mlade generacije za delo v naravoslovju in tehniki in skrbi nas tudi ne prav spodbudno okolje za znanstveno-raziskovalno delo v Sloveniji. Tako da imamo kar velik problem z uhajanjem kadrov v tujino, z begom možganov in zato si res želimo, da se to podporno okolje v Sloveniji vsaj približa evropskim standardom. Kako lahko platforme in novi poslovni modeli prispevajo k učinkoviti rabi energije in mogoče kakšno vlogo imajo prosumerji tukaj? Nove platforme in poslovni modeli zagotovo lahko in morajo prispevati k učinkoviti rabi energije oziroma drugače rečeno k znižanju stroška za energijo in znižanju onesnaženja okolja kot posledica proizvodnje in porabe energije. Prosumer je osnovni element reševanja problematike pametnega omrežja od spodaj navzgor. Se pravi, ko uporabnika opolnomočimo, da lahko aktivno spreminja svojo porabo oziroma včasih celo proizvodnjo, dobimo prosumer, se pravi kombinacija producerja in consumerja. Zelo veliko število takih prosumerjev lahko dramatično izboljša stanje v omrežju, lahko se odziva na potrebe omrežja in s tem zmanjšuje celoten strošek energije in seveda s tem dobi del prihranka zase oziroma za svojega lastnika.
Kako bodo univerze motivirale mlade za študij naravoslovnih ved in tako zagotovile strokovnjake za energetski prehod? Jaz mislim, da ni to samo naloga univerz, da motiviramo mlade, da se v večjem številu vpisujejo na fakultete z področja naravoslovja in tehnike. Mislim, da je to naloga tudi gospodarstva, tudi družbe. Vsaj tehniške fakultete posvečajo veliko pozornosti promociji teh področij, ampak očitno to ni dovolj. Še enkrat apeliram, da moramo to promocijo izvajati skupaj. Vsi se zavedamo, da svobodna izbira poklica je pomembna pravica, ampak naša naloga je pa, da mlade ustrezno informiramo v trenutku, ko se odločajo za svoj bodoči poklic. In tukaj moramo narediti pa precej več. In seveda segment tega prehoda, energetskega prehoda je samo en delček te celotne zgodbe, gre seveda za področje tehnologij. In če bomo uspešni pri animaciji mladih, da se v večjem številu odločajo za študij tehnologij, potem seveda samodejno rešimo tudi področje energetike.